Začnimo. V imenu Mire, ženskega odbora Slovenskega centra PEN, vas, spoštovani gosti, gospe in gospodje, presrčno pozdravljam na nocojšnjem bralnem večeru, v katerem boste književni ustvarjalke in ustvarjalci brali odlomke bodisi svojih del, bodisi iz del svetovnih piscev na temo vojne, kot svoj glas in prispevek k udejanjanju neodvisnosti, demokracije ter svobode bivanja. V duhu najglobljega hrepenenja človeka po miru, ki se skozi pojavno resničnost vojn in miru odvija skozi celotno zgodovino človeštva in pravkar tako pretresljivo v Ukrajini. Nocojšnje branje bom uvedla z verzij Paula Éluarda, francoskega pesnika, ki je bil modernist, hkrati zelo priljubljen, nekako že skoraj da klasičen pesnik. Njegove ljubezenske pesmi so hvalnica ženskam njegovega življenja, Gali in Nuš. Njegove politične pesmi pa poziv k pravičnejšemu svetu na temeljih enakopravnosti, tovarištva in prijateljstva. V ozadju Éluardove pesmi Svoboda je lepa zgodba o tem, kako so med drugo svetovno vojno angleški letalci skupaj s škatlami z municijo 21 kitic te pesmi raztresli prek celotne Francije. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur les solitudes nues, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Na svoje uničena zavetišča, na svoje podrte svetilnike, na stene svojega dolgčasa pišem tvoje ime. Na odsotnost brez želje, na golo samoto, na stopnišča smrti pišem tvoje ime. Na povrnjeno zdravje, na izginulo tveganje, na upanje brez spomina pišem tvoje ime. In z močjo ene besede znova začenjam svoje življenje. Rodil sem se, da bi te spoznal, da bi ti izrekel ime. Svoboda. Naj z močjo umetniške besede nocoj zazveni naš klic k svobodi, miru in demokraciji, tukaj v Ljubljani, na planetu Zemlja, kot ustvarjalni klic vsem plemenitim vrednotam, ki raztapljajo konflikt in vojno v duhovnem srcu človeštva. Spoštovani, pozdravila nas bo predsednica Mire, Gabriela Babnik-Ouattara. Prosim. Lep dober večer na našem skupnem branju Mire, ki nosi naslov oziroma motiv, ki si ga je nekako domislila prijateljica Meta Kušar, Malo dobrega uniči veliko zla. Meta, dobrodošla, vsi dobrodošli. Pozdravljam posebej tudi predsednico PEN-a, gospod Anjo Tuma, naše gostitelje, Javni sklad Republike Slovenije, ljubeznivo Tajdo Lekše in seveda našo gostjo Talito Sofijo Komel. Odkar se je začela vojna v Ukrajini, imamo občutek, kot da se nahajamo pod gladino vode. V mirnih časih je ta občutek produktiven, čas pred pisanjem romana. Tokrat pa je občutek, da smo že tako dolgo pod vodo, da ni več mogoče govoriti, ali bomo še sploh izplavali. In tudi zdi se, da bo odslej vse drugače. Ravno zaradi te potopljenosti se ne upam soditi, ne ene, ne druge strani. Čutim seveda empatijo do žrtev,
Potiho si šepetam, oh moj Bog, ko vidim otroke, ko vidim ženske, ko vidim nosečnice. Toda onstraj tega imam občutek, da se ne smem opredeljevati, da niti nisem poklicana, da bi se opredeljevala in da je edini jezik, s katerim je včasih potopljenosti mogoče govoriti, literatura, ki je v vseh vojnah, ne samo v tej, najmočnejši glas. In literatura je verjetno najbolj zmožna govoriti, čeprav pravijo, da literature ne rabimo več. Še kako hudičevo jo rabimo. Ob tem sem se spomnila na eseje Mahmuda Darviša, palestinskega pesnika. Naslov tega eseja je Pesnikovo poslanstvo, v katerem pravi, da je poezija potrebna in pomembna za človeštvo. Citiram. Pesnik se ne more osvoboditi zgodovinskih okoliščin, v katerih živi. Poezija nam širi meje svobode in v metaforah kompenzira našo nesposobnost, da bi spremenili resničnost. Nas krepi in tako nam daje jezik bolj vzvišen od okoliščin, ki nas vežejo in ovirajo harmonijo z našim človeškim bivanjem. In morda nam s tem, da se osvobaja tistega, kar ji brani svobodno poleteti v vesolje brez bregov, pomaga pri razumevanju jaza. Da, fraza o pravici jaza, da se spozna, je ena od oblik iskanja svobode za posameznike, iz katerih je sestavljena skupnost. In tu je poezija pomembna za našo človeškost in za naše individualne skrbi, ki seveda sploh niso individualne. V dolgem boju, ki predstavlja človeško dimenzijo jaza skozi pesniški upor, četudi je poezija ljubezenska ali govori o naravi, četudi morda premišljuje o vrtnicah ali o najobičajnejšem strahu pred smrtjo. Tajda Lekše me je vprašala, kaj je namen tega branja, zakaj smo danes tukaj. Kot sem že dejala na začetku, čisto preprosto, zato, da bi malo dobrega uničilo veliko zla. Hvala lepa. Hvala lepa, Gabrieli Babnik, za te misli. Z nami nocoj, kot rečeno, izjemna mlada umetnica, sopranistka Talita, Sofija Komel, študentka solopetja pri profesorici Piji Brodnik na Akademiji za glasbo v Ljubljani. In najprej nam bo nocoj zapela čudovito skladbo Nella Fantasia. Glasbo zanjo je napisal Ennio Morricone, besedilo pa Chiara Ferrao. Prosim, Talita.
lepa Taliti Sofiji Komel, ki še ostaja z nami. Za nocoj nam je obljubila še en nastop in mogoče se navežem še na Gabrieline misli malo prej. Poezija, glasba, umetnost pripadajo tistim, ki jo potrebujejo. In to smo prav vsi mi v tem današnjem svetu še posebej. In sedaj sicer ne vidim med nami prav vseh bralcev, ki jih imam na seznamu, ampak bomo videli sproti. Torej prvo bralko Varjo Balzaloški Antič, pesnico, literarno kritičarko in teoretičarko in prevajalko, če je seveda z nami. Ok, kar, prosim. Naj samo še povem, da smo nekje za vsakega bralca predvideli 3 do 4 minute. Tukaj imamo vodo, ki je na voljo ne samo njim, ampak vsem nam, kdorkoli je žejen. Imamo čudovite barve, ukrajinske. Imamo vse. Prosim, Varja. Lep dober večer. Jaz bom prebrala pesem, ki jo govori moja prababica, ki je pred 103 leti bežala iz istih krajev, odkuder bežijo zdaj ženske in otroci, vse naokrog po Evropi in čez. Klobuk Vere Revjakine B. Katarinoslav 1919. Pozabila sem ga, preprosto pozabila. Ostal je tam v čakalnici. Mogoče ga je pobral sprevodnik, mogoče strojevodja. Ko se je zvečer vračal domov, ga odnesel ženi. Kakšen dar, zamišljam si jo, zgubano mlado žensko, kako je vstala odprtih ust, ko je zatipala, da je nekaj notri. Drobni kamenčki so se zasvetlikali. Koliko ust je lahko še dolge mesece, cela leta hranila s temi izmitimi solzami, ušitimi v obod klobuka. Ne, nisem mogla, enostavno nisem mogla na tisti vlak. In ko me je Lodik besno odvlekel z postaje, Vera Revjakinja znorela, si za življenje gre, ne bom več poslušal tvojih spiritističnih muh, sem ga pozabila vzeti, ostal je na klopi. Nisem hotela vstopiti. Nepreklicno zadnji je, so rekli. Videnje, ki sem ga doživela nekaj minut preden je odpeljal z postaje, je bilo do obisti natančno. Prikazano v barvah, drugače kot navadno. Postalo mi je slabo, omotica in nato celotna gibljiva slika razstrela. Veliko ognjenih odtenkov, svinčena plahta dime in nato presketajoča tišina. Rešila sem nas, Volodjo, Žoržika v trebuhu in sebe. 2-letno Zojo sva pustila pri starših. Vrneva se do naslednje pomladi, sva se budrila, ko bo gonja za menševiki gotovo že mimo. Bolehen drobižek je. Naj ostane pri Filipu Gavriloviču in Nastasi Vladimirovni. Zaseda je bila. Dinamit je eksplodiral 4 ure po odhodu z postaje, so poročali časniki. Klobuk, iz katerega bi imela jesti, klobuk za življenje, pa sem pustila tam, potem ko sem prišla k zavesti in Lodika prisilila, da se navkrcava. In ko sva se naslednjega jutra navsezgodaj vrnila na postajo, mi je med množico v čakalnici padal v oči v volneno odejo zavit fant. Slepi potnik na vlaku, sva izvedela. Eksplozija mu je vzela glas in uho. Njegov pogled se mi je zaril globoko v prihodnost, v gluhoto stoletja. Hvala lepa. Hvala lepa, Varja. Vinko Möderndorfer nam je danes obljubil branje, pa ga nekje ne vidim, ampak tudi v dobrem namenu in v odsotnosti je svojevrstna prisotnost. Saro Ešmo je liranska pesnica. Ja, prosim, kar k branju.
hello. Sorry, I cannot speak Slovene, and sorry for this. And I'm a little bit excited because it's the first time that I want to read. I don't know if it's a poem or not, but yeah. Sorry about it. Oh, sorry. I think about you when you're leaving. Which ones come with you in your baggage? When you look, you scatter the dust of sorrow. Oh, dearest. Oh, loneliest. You are ready to go, but your heart is here. Your wet cheeks, your disheveled hair. Which ceiling will give you a start to you? Which door will be open to you? No one is looking for you. It's time to go. Do not forget your umbrella. Take your hat. Would you like to caress your voice again? Again, a drop of rain fell from the sky of your eyes. I have a long way to go. I must be a light wanderer. Stay here, darlings. I'll be back. I'll hug you again. Sorry, my voice. به تو فکر میکنم وقتی میروی در چمدانت کدامین با تو میآیند وقتی نگاه میکنی غبار غم میپاشی آه ای عزیزترین آه ای قریبترین برای رفتن آماده هستی اما دلت اینجاست گونه هایت خیس، موهایت پریشان کدام سقف به تو ستاره خواهد داد کدام در گشوده خواهد شد کسی به دنبال تو نمی آید وقت رفتن شده چترت را فراموش نکن کلاهت را بردار دوست داری گلدانت را دوباره نوازش کنی باز هم قطره باران از آسمان چشمت آمد من که باید سبک باشم راه درازی می روم عزیزم تو بمان برمیگردم دوباره تو را در آغوش خواهم گرفت Thank you so much. Sarveshmani. Naslednja bralka je Jasmina Rihar. Ne vem, če je z nami. Ni bilo gotovo. Prav, potem pa Iztok Simoniti, pravnik, karierni diplomat, tako piše na Wikipediji. Politolog, profesor za področje diplomacije, publicist. Prosim. To bova napaka, jaz se nisem verjavil. Potem pa kar na pamet, kakšno. Ne, jaz nisem se verjavil, rekel bom samo dve besedi. Rekel bom dve besedi, preden sem prišel sem danes imel slučajno v rokah Dostojevskega, njegova pisma, se mi zdi, da je beletrina izdala, kjer pripoveduje o vojni. In pravi nekaj zelo nenavadnega, pa ne za Dostojevskega, ki velik misli, ampak pravi naslednje. Pravi, mi smo premagali Napoleona. In smo premagali Napoleona in smo potem hoteli osvoboditi Evropo vseh tiranov. Ampak pravi, ta ista Evropa nam nikoli ni bila hvaležna. Vedno smo dobivali
klofute nazaj, vedno so nas poniževali in so nam vedno dali vedeti, da mi ne spadamo v Evropo. Potem sem jaz tukaj nehal brati Dostojevskega in sem vzel v roke Vojno in mir in me je zanimala en del tam, ki pripoveduje, kaj se dogaja v vojni. In je en prizor, mogoče se ga boste spomnili, ko pravi, da je vojna je in bitke so in tako naprej in tako naprej. In človek, ki je imel celo življenje svojega hlapca, torej svojega majordoma, človeka, ki je stregel zanj celo življenje, ki mu je stregel, ko je bila vojna in je videl, da je njegov sluga ranjen, ga je preprosto pogledal in zamahnil z glavo in odšel. Tako deluje vojna na ljudi, to je vse, kar sem pripravil za danes. Hvala lepa. Naslednja upam, da je z nami Emilijana Cunta, pesnica, urednica. Kar lepo vabljeni, prosim. Če kakšen želi, lahko bere tudi sede. Dober večer. Hvala Gabrieli za povabilo na ta dogodek. 24. februarja sem bila v hribih in bil je lep sončen dan. Ko sem se usedla, je bila tišina pomirujoča, blaga. In takrat sem prijateljici rekla, danes se je začela vojna. In pred očmi mi je v tistem hipu priplavala pesem, ki sem jo doma potem takoj našla. Brala sem jo pred leti, ampak z drugačnimi očmi. To je pesem Roze Ausländer in ima naslov Bajka. Po gladini reke Prut so migljaji odsevi vrb. Plavala sem, pela pesmi. Bile so ukradene vedre ulice s prijatelji in prijaznimi neznanci. Doma so me čakale pomembne knjige in nepopisan papir. Brala sem, pisala in sanjala, da bo vse dobro. Bajka na pragu svetovne katastrofe. Hvala. Hvala lepa, Miljana. Sedaj pa bi vabila k branju tukaj pred nas Miklavža Komelja, pesnika, teoretika, umetnostnega zgodovinarja. Prosim. Pripravljena pesem iz knjige Liebestod. Perfektus. Ne za nepopolnost, za popolnost je prosil odpuščanja. Pevec, ki je v imenu hvale najbolj krhkega, moral vstopiti v najtemačnejše prostore. Moral. Svoboden kot krogla, ki leti mimo telesa, v katero je bila izstreljena. Nekdo je rekel, svoboda je v tem, da nimaš svojega življenja. On je molčal. Svoboden kot krogla, ki leti mimo telesa, v katero je bila izstreljena. Mogoče še eno zelo znano pesem v originalu Nietzschejevo, Das trunkene Lied iz Zarathustre. O Mensch, gib acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief, aus tiefem Schlaf bin ich erwacht. Die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht. Tief ist ihr Weh, Lust tiefer noch als Herzeleid. Weh spricht vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Se pravi v čisto dobesednem prevodu. O človek, pozor, globoka polnoč govori.
Spala sem. Iz globokega spanja sem prebujena. Svet je globok in globlji, kot je mislil dan. Globoka je njegova bolečina, slast še globlja kot bolečina srca. Bolečina govori, izgini, mini. Toda vsa slast hoče večnost, hoče globoko večnost. Nocoj bi moral biti z nami tudi Franjo Nadži, predstojnik oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC Maribor, pisatelj, prav tako pa so ga zadržali v obveznosti z 5 ukrajinskimi begunci. Tako da mu pošiljamo lepe misli. Meta Kušar, pesnica, prosim. Pesmi iz knjige Azur, Himmel Blau. Na čajne vejice sneži, na svileni skali zaviham rokave, nanjo se vozim zidat, razmišljati o 100 zvezkih, v katere zapisujem stavke, skolovje govorice, smrekovje jezika, stihi, ves jezik je plamen nad našo glavo. Kaj šele strupeni jeziki in usodni jezički. Pred vrata in pod grme polagam zvezke. Tisti na pragu se spremenijo v hišice za duhove. Na nove verze lovim nove duhove. Zanje ni nobene prave zanke. Najmanjše so prevelike. Kadar vers pobegne, duhovi zrastejo v uničevalce. Ko se razdiranje razraste, hudiča zlepa ne ukineš. Ti veš, zakaj je moj jezik preživel v kotu temne ulice. Z rdeče iranske preproge jedel črno zemljo. Vsak dan z lopato goltal sive oblake in ognjene. Kdo si upa položiti roko na sveto knjigo? Je kdo odkril kaj boljšega? Kar govorim, čutim v tem zraku. Zdaj, ko pišem in kasneje, v tej utici čutim in vidim in slišim. V njej delam. Vidim ladje, ki ne plujejo, čeprav čustva na njihovih velikih jadrih plahutajo. Samo zaupanje spravi vse roke na vrvi. Sam s sabo zapečeš jezik. Celo veliki Dante je drgetal od hudega. Tresel se je za rodno mesto. Tudi jaz drhtim. Praviš, da so sveže bolečine v grobnici Kalaharja milejše kot stare. Pod dežnikom stojiva in prosiva za vse, ki v sebi čutijo vročino pekla. Za pilote v Lancastrih, ker na licih še čutijo vrelo lavo, s katero so zalivali Dresden. Milost prosiva. Hudič iz človeške groze zlaga svojo skladovnico moči, ne da bi mu brke trznile. Tudi Rasputin ni trznil, ko je grizel topli strup v piroškah. Kuhar se je zgrudil, njega niso pokončale niti angleške krogle. Kri mu ni odtekalo. Feliksov dvorec je žarel kot rumenjak, ko so obsedenca vlekli po ledu na debelo skorjo. Šele voda mu je vzela dih. Ledena voda zbudi strah in smrt. Feliks si usupal je vedel, da je v brkih zaloga zla. Ko se je obril, so takoj zrasle nove. Nežno pestuje semena, preden jih spravi v zemljo. Počaka, dokler ne zaspijo. Samo iz pečih požene kalček.
Kdor ne bo svoje sence posrkal, ne bo jedel ne z glavo in ne z usti. Kdor bo služabnikom odpiral nebesa in vesolja, bo dobil življenje za življenjem. Kočijo in voznika, ki bo zlatim bičem pokal v zrak. Ni ga, ki ubija, ni ga, ki je ubit. Hvala lepa, Meta. Naslednji pesnik Jure Vuga, če je z nami. Žal ne. Mirjam Drev pa je pesnica, pisateljica, kritičarka in prevajalka. Prosim. Hvala. Prebrala bom eno pismo iz svojega romana Od dneva so in od noči. Ne dogaja se sicer med vojno, ampak po vojni so pa v knjigi reminiscence na vojno. Potem me je pa še Clarisa Jovanović prosila, če preberem dve njeni pesmi. Tako da bom začela s pismom. Golnik 11. aprila 1951. Dragi Miha, dolgo se ti nisem oglasila. Ker nočem lagati, ti povem, da sem se že odvadila pisanja, saj nimam komu odgovarjati. Vse molči. Ravnokar poslušam napoved filmov v Ljubljani. Zelo mi je žal, da ne sedim ta hip v Moskvi. Novo ime za Kino Ideal. Ti kaj hodiš tja? Kaj pa na ples? Greš pogosto? Jaz nič več ne plešem, ker so vse prejšnje iz naše sobe odšle domov. Ostala sem s samimi novimi pacientkami in mi je dolg čas. Poležavajo in bolj malo klepetajo. Ena je z juga, ne razume našega jezika. Edina sreča, da je krasno vreme in se vsako jutro spravim ven na sprehod. Samo da to najbrž ne bo trajalo dolgo. Pomalem imam temperaturo, ki mi popoldne naraste in tudi hujšam na debelo. Da si vlijem pogum, si rečem, živa si, zdraviš se. Kadar me začnejo obhajati črne misli, da bom težko zdržala te procedure, da zasujejo spomini na zapor. Zdaj se malo govori o tem. Marsikdo, ki je bil notri istočasno z mano, ni več živ. Pravim si, bila si tam in si se rešila. Žrtve nasilja niso bili samo tisti, ki so jih umorili, tudi toliko drugih, kot sam veš. Ivančka je šla, njo so tolkli po nogah, da so se v nogavice zažrle v meso. Potem je zašlo v žilje. Meni pa zaslišanja niso bila najhujša muka, čeprav so me klofutali s tako silo, kadar nisem odgovarjala po njihovi volji, da so se mi solze same vlivale. Nobene zaščite na svetu nisem imela, nobene odvetniške zaslombe, vsa prihodnost je bila stran. So me izdali sosedje, njihove oči, naskrivaj, od strani, zjutraj in podvečer, zmeraj na meni. Ko sem se pridružila odporniškemu gibanju, sem bila samo za povezavo. Kako žolčno mi je sikal obraz karabinjer, ko so me zasačili pri bodeči žici v Šiški. Cona 3, zunanji pas, se je reklo tistemu koncu, saj se spomniš. V mrzli zasliševalnici so mi grozili smrtjo, če ne povem, kdo mi je predajal sporočila, komu sem jih nosila, kdo je bil v naši kriminalni verigi. Ali pa so se mi prilizovali. Bodi pridna, punči. Eden je zamahnil z nožem nad mano. Kot navida sem ponavljala, da sem hotela v gozd na drugi strani, tam so najdišča, gob, jurčke, lisičke, golubice, sem hitela razlagati. Moj revir. Ko je njihove pretepanje, ne vem več, kateri, če bilo to prestopilo najvišjo točko, se je nekaj premaknilo v meni ali okoli mene. Kot v oddaji sem začela blebetati
Iziclala sem vsebino plakata. Tistega se spomniš, ki so ga v 2 jezikih natisnili po zimi 42. in na katerem je bila objavljena prepoved izhoda iz mesta Ljubljane. Eden se je zadrl, slaba šala. Miha, težko bi rekla karkoli gotovega o tem, ampak mogoče sem se zato izvlekla. Če se zastrmim vase, začutim temo celice, kamor so me vrnili cement. Torej, prijatelj moj, najtežje zame ni bilo tisto, kar misliš. Tista skrilasta ledena luknja, to je bilo najhujše od vsega. Prezebanje in vlaga, ko sem se prevalila z boka na bok, pokrčila kolena od bradi, se zvila okrog trupa in ni nič zaleglo. Neka senca se mi je prilepila v tistem mrazu. Končala bom, ker se strašno slabo počutim. Upam, da mi boš še kaj pisal. Nimes. Clarisa Jovanović pa je napisala pesem Galicija. Kakšna je Galicija? Je moja pokojna mati vprašala svojega očeta malo pred smrtjo, malo pred njegovo smrtjo. Prostorna, ji je odgovoril moj ded, ki je nekoč koračil po njej. Prostorna, prostorna, kaj pa da. V njej je izgubil lase, nekaj prstov na desni nogi, nekaj zob, fotografijo zaročenke, za nameček pa dobil kroglo v koleno in novico o zaročenkini smrti in dolgo, dolgo sivo liso v spominu, ki se je vračal počasi in ga naposled našel v neki postelji, med številnimi drugimi posteljami, v neki podolgovati sobani, ki je ni hotelo biti konca. Prostorna, je rekel ded. Nikjer nisem videl tako velike sobane. Streha nad glavo. Pravzaprav je nad nami strop, nizek, v naših tesnih blokovskih stanovanjih, v zajčjih kletkah, v katerih glodamo drug drugega in hlastamo za zrakom. Samo podstrešje se stiska pod streho, a kaj bi tam? Tam so vendar pajčevine in oblaki prahu in zatohlo upanje, kot postane juha iz delavske menze. Pravzaprav je nad nami strop, raven, obokan, štukaturami, v topli ali hladni barvi, z lestenci ali preprostimi senčili. Pravzaprav je nad nami strop in vendar je streha močnejša, čeprav je v mimohodu vsakdanjosti ne vidimo, močnejša in trajnejša, zažrta v vibe spomina in uho jezika. In kaj naj zdaj brez strehe? Kaj naj zdaj v tem gluhem jeziku, v odrevenelem spominu? Hvala lepa, Mirjam. Z nami ta večer tudi Franc Mikša, diplomat, veleposlanik, sicer pa prav tako pisatelj in pravljičar. Lepo ga vabim k branju. Dober večer, pozdravljeni. Jaz bom govoril nekaj iz mojega romana Klinc pa še trst, ki sem ga posvetil svojemu očetu. Predvsem bom dal odlomke o trpljenju žena, mater in vdov v prvi in drugi svetovni vojni na primeru moje babice po očetovi strani. Moj oče je bil letnik 1927, bil je na silo mobiliziran v nemško vojsko, ki še ni bil star 18 let. Na hitro so jih naučili ubijati ljudi in jih poslali zadnje divizije na rusko fronto. Seveda, to je bilo konec 1944, so prišli samo do Belorusije, na meji med Belorusijo in Rusijo, ker so ga poslali v izvidnico, kajti Slovenci so bili manj vredni kot Nemci, so jih naprej pošiljali, je uspel pobegniti, je postal prostovoljec Rdeče armade. Junija, ko se je vračal v Slovenijo na vlaku z Gradca, so mu rekli, koliko so bil v nemški vojski, toliko bo zaprt, je skril vojaško knjižico, ker je bil manj
povedal, da je bil manj v vojski, so ga poslali še za 18 mesecev služil vojaški rok v Slavonijo. Tako je oče spoznal sovraštvo, nasilje človeka nad človekom in nesmisel vojne. Sovražuje totalitarne politične sisteme, aroganco in nasilje vsake oblasti, ki zatira drugače misleče. Oktobra 1953. leta, ko je bila tržaška kriza, je dal Tito poklicati 93 000, da bi jih poslal na mejo z Italijo. Vabilo je dobil tudi ravnatelj nižje gimnazije v Ormožu, partizan, komunist. Mogoče je bil pri njem in je bil zafrustriran, da je to dobil, je zaklel klinc pa še trst. Slišala ga je služkinja, je šla na postajo milice, ga je prijavila, zvečer sta prišla višji inšpektor udbe in kapetan prve klase vojaške kontraobveščevalne službe. Oče je potem igral, da bi rešil kolega, da ga ne bi poslali na Goli otok, da je pač malo zgubil spomina, da je se mu malo zmešalo na ruski fronti in je potem primerjal, kaj je težje. Ali si v vojni fizično ranjen kot njegov oče, kad je bil šrapnel v prvi vojni, je bil težek invalid, ali da se ti zmeša. No, uboga mama je rodila 8 otrok, 5 sinov in 3 hčere. 4 sinovi so bili nasilno mobilizirani v nemško vojsko, en je v nemški vojski padel, 3 izključno z mojim očetom niso čakali niti 62 let. Ta mladi je bil še predmlad, je ostal. 3 hčerke, eno so poslali na Arbeitsdienst, prisilno delo v Nemčijo, na njej so preizkušali zdravila. Po vojni, ko je prišla domov, se je dejansko stremljiv in je več kot 60 let živela v gradu Hrastovec na psihiatriji. Zdaj bom pa samo prečital 2 kratka odlomka, kaj je rekla moja babica. Ata so bili rojeni leta 1887 v veliki Valnici pri Ptuju. Kadar so mati ponavljali zgodbe o očetovi ranjeni glavi, so bili vedno otožni, jezili so se na cesarja in vse tiste, ki so bili krivi za vojno in so se z njo okoristili. Njen nesrečni mož pa je skoraj ostal brez glave. Hvala Bogu, so dejali, da so mu glavo s srebrom pokrpali. So ga vsaj ohranili pri življenju, da imajo otroci očeta, kmetija pa gospodarja. Tako so govorili, čeprav so kmetijo podelovali sami po svojem očetu Juriju Rovini. Naš ata se na kmetijo le priženil. Mati so se večkrat jezili zaradi tiste preklete svetovne vojne. Želeli so si, da bi se zlobneži, ki so jo zakuhali, cvrli na dnu pekla. Spraševali so se, s kakšno pravico silijo preproste ljudi v svoje krvave obračune. Pa zakaj jim Bog tega ne prepreči? V miru se da vse skromno živeti, vojna pa uniči vse. Še enkraten citat. Spesična. Franček, zanima me, o čem si tako vneto razmišljal, da ti nekaj besed kar ušlo, je bil radoveden kapetan prve klase. Preganja me misel na v črnino odete vdove, ki žalujejo na slovenskih pokopališčih. Duši jih žalost za tistimi, ki so zavedno zakopani 1,5 metra pod površino rodne grude, ali pa nesrečniki počivajo kje na tujem. Spomladi, ko temne esence sključeno krmarijo skozi kontrast zelenja in pisanih cvetov. Ohranjajo tragični spomin naroda. Njihove može in sinove je Gospod prehitro poklical k sebi. Pogledi otožnih oči te zadanejo v srce. Njihove podobe so bolj črne od marmornih obeliskov, ki nemo stojijo na meji med smrtjo in večnim življenjem. Hladnost obeliska vsaj mehčajo pozlačene črke, križi, zvezde. Sprevrženo se mi zdi, da vsi sistemi oblasti poveličujejo prav tiste, ki njihove nasprotnike pobijajo na najbolj okruten način. To je žalostno in nečloveško hkrati. Soditi bi morali za zločine proti človeštvu. S kakšno pravico so tuje nacistične in fašistične oblasti prisilile množice, da so se med sabo nekaznovano pobijale. Hrabri so padli, se je oglasil komandir milice. Oprosti, kolega, kako junaštvo neki, na fronti ubijaš iz strahu pred srečanjem s svojo lastno smrtjo, ki ti sledi povsod. Če ne boš ti ubil sovražnika, bo on ubil tebe. Ne delajte si utvar, da so borci kar tako darovali življenja za svobodo. Ne, niso. Kaj takega lahko trdijo le tisti, ki niso bili na fronti, v spopadu mož na moža. Večina je življenje nesrečno izgubila, nihče ne daruje življenja kar tako. No, Franček, ne uči nas krive vere, je zamrmral kapetan prve klase. Vdove zmagovalcev in poražencev so enako žalostne, prizadete in goljufane, je nadaljeval Franček. Njihova telesa so uvita v črnino, duše v meglico, skozi katero se le redko kdaj prebije svetloba ponovne sreče. Najtežje se je srečati z materami, ki jim je vojna vzela sinove in hčere.
so v črnino odete matere in vdove za stvarnika le nepomembne premikajoče se pike? Kako to, da svojo žalostno ne seže do srca tistemu, ki naj bi jim stal v noč in dan ob strani, jih varoval pred vsem hudim življenjem? Hvala za pozornost. Hvala lepa Francu Mikši. Sedaj predlagam še eno glasbeno uverturo in srednje turo. Skratka, z nami še enkrat Rita Sofija Komel in sicer s prelepo skladbo Sergeja Rahmaninova na besedilo Aleksandra Sergejeviča Puškina "Не бой, красавица". Mislim. Ciao, noi, la
Hvala lepa sopranistki Taliti Sofiji Komel za ta čudovit nastop. Naslednja bralka pa bo Jana Kolarič, pisateljica in pesnica. Prosim. Aha, to ne. Večer. Brala bom 4 sonete, vse iz časa, kar se je začela vojna. Junak z naslovnice. Tovariši, jaz vem, kdo je Putin. Z veseljem bom razkrinkal to pošast. Kako ta tip prišel je na oblast? Po njej imam tudi sam precej spomin. Bil član je partije, še prazen list. Ko se zboji, da je lahko ogrožen, postane pa zelo, zelo pobožen. In že desničar je, nacionalist. Ker v partijo nazaj ni več povratka, ko vera ni dovolj kot dušna hrana, postane frend od Viktorja Orbana. V ljubezni teče vodka v pivskih vrčkih, med njima pa zardevajo še srčki. Nasprotje čisto mene, Janše, skratka. Janša danes v Kijevu. Je Janša sedel na poseben vlak, s Poljaki Čehom skočil v Ukrajino. Gobcali bodo, mešali drek fino, ima namen pokazati se junak. Zelencu bi izkazali podporo, ki daje cela evrojo unija. Je dala žegen Evrokomisija, ker vsej Evropi je ta vojna umor. Ko hitri vlak drdral je skozi noč, veljaki so pretresali pomoč. In kaj Zelenski naj takoj napravi, da ruskega medveda se ustavi? Če kje je vojna, naš postane vroč, k orožju brž svoj piskrček pristavi. Ko bobni ne umolknejo, govori vojni gorečnež. Vojaška groba moč je mir napadla. Vojaških bobnov basi že donijo ušesom mojim sladko melodijo. Pogajanja, če so že propadla. Ko v vojni svet bobni, zahteva kri. S potezo prvo bom vojakov 200 poslal med bobne, kjer je zanje mesto. Zanj sreča je, kdor se za mir bori, pa jasno zame in za mojo stranko. Saj Nemci tudi pošiljajo vlak tankov, če lahko oni, ki so miroljubni. Zdaj, danes, več ne gre za Ukrajino. Jaz hočem podrediti si domovino. Že boljša vojna, kakor mir pogubni. 8. marec. Govorita Florjan in Rozi Cvetko. Želim vesel in srečen 8. marec. Namesto rož za svoje ženske punce sem spomnil se prispevati za begunce. Drži, da slabo plačan sem prekarec, a saj imam posteljo, nad glavo streho, v okolju mojem vlada blažen mir, dokler ga kakšen ne skali prepir. Lahko živim, nadejam se uspehov. Vse pač, kar Ukrajincem je odvzeto, zasedbo bratomorno in prekleto. Morda mi boš dejala, da sem trčen. Ostani fant kot si, preprost, prisrčen. Kar milo, dragi, se mi je storilo. Poklonil si, najlepše mi darilo. Hvala. Hvala lepa, Jana. Adriana Koči, novinarka in literarna ustvarjalka, prosim. Dober večer. Jaz sem Adriana Koči in za razliko od večine sama imam izkušnjo vojne.
Prebrala vam bom del iz mojega novega romana, ki te dni pride iz tiska. Ime mi je Sarajevo. Moja junaka Emir in Lana sta se srečala v bolnišnici v času vojne, predtem v miru sta bila par. Del, ki jo bom prebral, mi je pomagala moja urednica Gabriela izbrati. Prosim, da mi ne zamerite, da moja slovenščina ni popolna. Saj sem jo začela pred 10 leti šele se učiti. Z Emirjem sva se sicer veliko pogovarjala. Ne o tem, kaj sanja ve o nama, bolj ali manj o življenju. Nekoč sem ga vprašala, če bi bil konec, če bi vedel, da umira, tako kot je vedela Mirsada, gospa, ki je dan predtem preminila v naši sobi brez bližnjih, brez zdravnikov, obkrožena z ranjenimi neznanci in med umiranjem govorila, da si nikoli ne bo oprostila, da ni leta nazaj pobegnila s Pekovim sinom iz svoje vasi. Čeprav je njen mož dober in je dal dobro življenje in dobre otroke, kaj bi takrat pomislil o meni? Šalil se. Ljudje lahko vse obrnemo na šalo, posebej mi, ljudje iz Sarajeva. Upam, da me kdo ubije, preden celo družino spravim v sramoto, je rekel. Ni sramote, sem se jezila, ni sramote, saj je umirala. Vem, šalim se, Lana je rekel. Nikogar od nas ni tako zelo pretreslo, ko je nastopil trenutek Mirsadine smrti. Niti ko je kakšnih 7 ali 8 ur ležala mrtva med nami, preden so jo odnesli. Pokrili so jo. Nismo bili pozorni na njo. Čez čas se je krvavi madež tam, kjer je bil nekoč njen trebuh, nehal širiti. Mirsadino umiranje nas je vse pretreslo. Nekdo je celo pripomnil, da bi bilo boljše, da je sploh ne bi pripeljali med ljudi. Jezila sem se, sedela sem ob njej. Držala sem ji mesnato roko, polno žuljev in s kratkimi prsti, prisnukljena sem njenim lomečim sestavkom in nosila vodo. Zdravnica je rekla, da mi tega ni treba. Trmasto sem molčala. Mirsada je vedela, da je to konec. In veliko je bilo stvari, ki so ostale nedorečene. Pomislil bi, da si bila ljubezen mojega življenja, je rekel Emir. Kaj pa ti? Pomislila bi, da zelo dolgo nisem jedla postrvi. Sem rekla in prasnila v smeh. Tudi on je prasnil v smeh. Tudi on je čutil samo udarec, nič drugega. V tistem ni bilo mogoče razmišljati. Zbudil se v bolnišnici brez noge. Bil je na fronti, v trenutku, ko je granata priletela pred rov, so bili v njem vsi 4. Emir in Mahir, ter Alen in Vlado, ki so jo prišla zamenjati. Samo konec smene. Čutil je samo udarec, je rekel. In naslednji udarec, ko se je zavedal, kaj se mu je zgodilo. Kot da bi se nahajal v nočni mori. Mislil sem, da gre za grozljivo napako, saj sem čutil stopalo. Še zdaj ga občasno, sploh si ne predstavljaš, kako čudno je, ko srbi. Občutek imaš, da boš vsak čas znorel. Fantomska bolečina, pravijo zdravniki, možgani se spominjajo noge, ki je ni več. Nočejo si odpovedati, menda bo minilo. Tudi njegova rana se je nekajkrat vnela, zato ga še niso pripravljali za protezo. Jebi ga, je rekel, zato je še čas, vsaj živ sem. Imam drugo nogo, boljšo. Poglej, no, a se sploh spomniš leve. Daj, no, povej, Lara, na te imam lepše prste, se je šalil. Govorila so o vojni, o tem, kak je ves svet jebena ritna luknja, kako je vse farse in kako nam nihče, vsem obljubam navkljub, ni pomagal. Kako svet apatično gleda in opazuje, kaj se dogaja v samem srcu Evrope, a nihče ni pripravljen pomagati. Kako je vprašanje, ali se bo ta agonija kdaj končala, obviselo v zraku. Prislegla sva si, da bova, če preživiva, spomnila drug drugega na dogovor iz te noči, ne glede na to, kje se bova nahajala, da je treba iz vojne oditi, kamorkoli, kjer je ni, ker heroji ne obstajajo. Heroji so mrtvi in jim je vseeno, ali so heroji. Vojna je žalost in smrt. Vojna sta kri in mraz in niti ne veš zakaj. Treba iti tja, kjer ni vojne. Hvala lepa, Adriana. Diana Matkovič, pisateljica, novinarka, urednica in prevajalka. Upam, da je z nami. Gabriela. Prav, potem si pa na vrsti ti, Gabriela. Pisateljica, literarna kritičarka, prevajalka, predsednica Mire. Prosim.
Najprej moram povedati, da verjetno sem koga spustila, zato ker sem zelo slaba v seznami. Tako da prosim, dvignite roko, tisti, ki vas tajo, ne bo poklicala. In se vnaprej opravičujem. Do zadnjega hipa sem mislila, da bom prebrala odlomek iz čudovitega romana Sergeja Lebedjeva Dežela pozabe, ki je bil gost letošnje Fabule in je izrekel izredno pomembne stvari. Med drugim tudi to, da je ta zdajšnja vojna posledica tega, da pač Rusi, se pravi leta 1991, niso obsodili svojih vojnih zločincev. Dežela pozabe je ta roman brati kot v bistvu gledati Tarkovskega o gulagih, o tisočih mrtvih. Ampak zadnji hip sem izbrala Mahmuda Darviša, palestinskega pesnika, verjetno ga poznate. Je iz pesniške zbirke Opisovanje oblakov v čudovitem prevodu Barbare Skubic iz arabskega jezika. Na tej zemlji so stvari, zaradi katerih je vredno živeti. Negotovost aprila, vonj kruha ob zori, žensko zaklinjanje moških, Aishilovo pisanje, začetek ljubezni, mah na kamenju, matere, ki stojijo na nitih piščali in strah zavojevalcev pred spomini. Na tej zemlji so stvari, zaradi katerih je vredno živeti. Konec septembra, ženska, ki ima po 40. še vse marelice, ura sonca v zaporu, oblak, podoben roju živalic, aplavz za tiste, ki gredo z nasmeškom v smrt in strah tiranov pred pesmijo. Na tej zemlji so stvari, zaradi katerih je vredno živeti. Na tej zemlji je njena gospa, mati začetkov, mati koncev. Imenovala se je Palestina, še vedno se imenuje Palestina. Gospa moja, vreden sem zaradi tebe. Gospa, sem vreden, da živim. Hvala lepa. Hvala lepa, Gabriela. Tonja Jelen, pesnica, literarna kritičarka, ni z nami. Marija Kos-Napfel pa je pesnica, pisateljica in avtorica literarno-zgodovinskih besedil. Prijazno vabljeni. Dober večer vsem. Lep pozdrav z Tržaškega krasa. Sled. Bom prebrala 3 pesmi, zelo kratke. Sled. Seveda ne skrivam solz, ki drsijo po licih, jih močijo, puščajo slinasto sled. Tako tudi jaz sodelujem, skoraj junaško pomagam, skoraj junaško rešujem. Naslednja pesem nosi naslov Dihanje in govori o tem, kako lahko sploh še živimo, ali živim, ko se nekaj hudega zgodi. Dihanje. Kako še lahko diham, ko vem, kaj se je zgodilo? To ni več šala, možnosti so zdaj zaprte, zatrta je drobna epska črta. Nas pa je veliko, dihamo in smo tiho. In potem je pesem o smrti, o kateri mislimo, da nas ne čaka nikjer, da je daleč od nas. V resnici smo vsi v isti barki in smrt ne izbira. Smrt. Leži smrt, sploščena, navidezno zapuščena, kot da nič ni odriva od sebe od večne zaplate krvi, solz in mehurje smeha. Ne skrbi za moje in za tvoje, pravzaprav počaka na oboje. Hvala lepa. Hvala lepa. Mariji in zadnja na našem seznamu za ta večer, verjetno se bo še kakšen prijavil, je Luna Jurančič-Šribar, pisateljica, antropologinja. Prosim. Dober večer.
Jaz sem izbrala 3 pesnike, pesnice, ki so mi zelo ljubi. Niso moje pesmi, ne pišem o vojni, pa bolj sem prozaistka. Tako da, Roald Dahl. Moja sveča gori na 2 koncih, ne bo preživela noči. A dragi moji in manj dragi, vidite, kako žari. Mislava Simborska, vojaška parada. Zemlja, zemlja. Zemlja, zrak, zemlja. Zrak, voda, zemlja, zemlja, voda. Voda, zrak, zemlja, zrak, zrak. Zrak, zemlja, 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 zemlja. Zemlje, vode, zraka. Preved. Ko je izbruhnila vojna. Ko je izbruhnila vojna, sem zbral ves svoj pogum, kar sem ga kje dobil in mu vrat zavil. Veronika Simoniti, prosim, ja. Dober večer. Jaz bom pa prebrala začetek zgodbe, s katero se vračamo v vojno v Bosni. 60%. Moj sin je vse navzoč. Je tukaj in tam in tu zgoraj in spodaj. Predvsem pa je na 4 koncih. Imamo namreč sekundarne in primarne jame, mi pojasni vodja. Rekla bi mu svojemu sinu, če bi stal pred mano: teci, fant moj, teci. Tvoja sapa preglaša vso grozo gozda, katerega rob je bil samo oddaleč priča strašni zgodbi. Teci, prišel boš do ozemlja, ki ga nadzorujejo naši. Teci, in Allah naj ti pomaga. Teci, mogoče ti bo kakšno drevo vrglo zlat sadež, sočno jabolko, da si boš omočil presušena usta, da si boš pognal novih moči po žilah. Primarne jame so tiste, kamor so padli, mi pravi vodja skupine za izkopavanja. Sekundarne jame so tiste, kamor so jih prekopali, pravzaprav so jih tja skupaj z zemljo prenesli kar z bagri in tovornjaki. Ne glej nazaj, bi mu rekla svojemu sinu, če bi stal pred mano. Prijela bi ga za roko in mu rekla: mogoče so za tabo, mogoče vejo, da si se samo pretvarjal, mogoče vejo, da si živ in zdaj hitiš skozi čarobni gozd, ki te skriva v krilju črnega veselja. Teci, levi čevelj skoraj nima več podplata, kamni bolijo, dračje se zasekava v stopalo, bolečina ti pomaga vsaj delno prikriva tisti prizor z jase. Teci, teci za soncem, ki pada in pada. Ko ga dohitiš, ga lahko vprašaš, zakaj je dovolilo vse to in zdaj beži. Tam doli nekje je morje, vam potone oranžasta krogla. Teci, teci, fant moj, da ga dohitiš. Zakaj bi kdo hotel prekopavati? S tem je samo delo, vprašam. Vodja skupine me čudno pogleda. Zato, gospa, ker so ameriški sateliti odkrili primarne jame. Nič mi ni jasno, kakšni ameriški sateliti? Kaj je sploh to, satelit? Jaz vem samo to, da bi sina nežno porinila v beg. Teci, sin moj, da prideš do morja, da te volkovi drinski ne dobijo v pest. Pusti, da te rajši mrcvarijo ostre skale, kot pa da bi te trpinčili tigri arkanovski in bi te kraljica smrti ovijala okrog svojih prstov in nategovala na natezalnici svoje roke. Teci, teci, rajši izgini v krošnjo ali se skrivenči v korenino, odreveni v grčasto ljubje, škrati ti bojo pomagali, če so dobri. Če je sploh še kakšno dobro bitje na svetu, zli se v lužo, izhlapi v oblak, skristaliziraj se v nočni zrak ali pa samo teci, teci, teci.
Sateliti so takšne naprave, gospa, ki iz vesolja opazujejo Zemljo. Prej, na primer, so na območju blizu Zvornika posneli lepo zeleno travo, čez nekaj mesecev pa so opazili, da je tam vse razkopano. To je sumljivo. Verjetno misli, da je sumljivo, ker so tja nekaj prekopali. Razumete, gospa? Nisem prav prepričana. Ampak kako lahko na poti izgubijo kose mojega sina? In če imamo primarno in sekundarno grobišče, sta to samo 2 jami. Ostanke mojega sina pa so našli na 4 koncih in jih znosili skupaj. 4 minus 2 je 2, manjkata še 2 jami. Ali pa so vsaki od jam našli, na primer, po 2 uda. Ko so videli ameriške satelitske posnetke, jih je zgrabila panika, razumete, gospa? In da bi zakrili sledi, so začeli prenašati vsebino grobišč na več krajev. Vsi 4 deli se sestavijo pred mojimi očmi in pokrpanemu sinu, ki mu manjka kos lobanje, leva dlan in desna noga, od kolena navzdol, rečem, še slišiš bolečino, že čutiš rjutje, že čakaš angele, že poješ smrtne pesmi, že mečkaš v dlani prst pokopa, že vohaš grob, že vonjaš kabur. Ne misli več, fant moj, samo teci, teci. Prišel boš k dobrim ljudem, Allah birum. Prišel boš k ljudem z nebom in soncem in luno v očih, k tistim, ki nič ne vedo, k tistim, ki jim je bilo prihranjeno. Ne sprašuj jih, ne bojo ti znali odgovoriti. Začudeno te bojo pogledali in se ti prizanesljivo nasmehnili. Rekli bojo, poln si muh in komarjev in drugih žuželk. Rekli bojo, očisti se, tak ne moreš v naše čiste hiše. Naših hiš ni nič omadeževalo. Ti pa na sebi nosiš čebeljo kri in osi žolč. Umij se, preden prestopiš naš prag. Umij se, da nam ne prineseš ti golazni v dom. Pojdi za hišo in speri vso umazanijo s sebe. In ti boš šel za hišo in odprl prho in si slekel cape in se drgnil. In nazadnje boš skrušeno, še zmeraj umazan, stopil pred ljudi, ki imajo še zmeraj nebo in sonce in luno v očeh, in jim priznal, da si zavečno umazan. In oni bojo zmajali z glavo in rekli, bolje bo, da greš. Strah nas je te umazanije izpod zemlja, iz ahireta. Bojimo se te, rajši teci. Hvala lepa. Koga še povabimo? Povabimo še vse. Ja, kar izvolite. Jaz sem se prijavila tudi. A ja, ti se z nami. Ana Porenta. Navezujem se, tudi jaz sem bila v Bosni in nadaljujem to zgodbo. Črni štrclji v hiši, dimniki, hrbtenice brez okončin, amputirani balkoni, odrezani nadstreški, zverižene ograjice, štrleče trsje, ostanki stropa. Pročelja posuta s pegami strelov, prebodena z granatami, v notranjosti kaša razbitin, na razpokah obliži maha in izsušenih solz. Vaginalne razpoke, opekline, ureznine, raztrganine, slepota, odtrgani udi, razjede, mazila, obveze, morfi, koagulacija, epitalizacija, sterilni povoj. Ničesar nisi videla skozi oko kamere, vse le v živo. Barve so se ti razlile skozi zategav smrad ran, ukrike navznoter. Nazadnje nisi več prenesla. K tebi je prišla izžeta starka. Begunki z malčkom je ponudila sobivanje v svojem stanovanju. Mlada ženska jo je zaradi političnega preobrata v vojni nato izgnala iz njenega lastnega doma. Pred teboj je bila starka z odseljenimi otroki. Z ubitim možem v mislih, brezdomka z mrtvo dušo v prsih.
Nisi je mogla pokrpati, zašiti, umiti njenih ran ali umrtvičiti bolečine. Šla si na prvi vlak v tujino. Drsiš po zlato listju med žicami, na sončnem bregu loviš ravnotežje. V lapuhove dlani kaplja nebo, ko prive stresa rosa in se vzpenjajo iz okrajenih globeli. V tišini se delaš, da te ni. Nevidne ptice pojejo v krošnjah, njihove sence padajo na dalice zlomljenih vej. Iz tvojih misli izletajo spomini, stopaš čez človeške slike na blatnem platnu, skozenj pronicajo včerajšnje novice. Lica kamnov mežikajo vate s kristalnimi pegami, udarci njihovih teles te prehitevajo. Tečeš s hitrostjo časa. Pesmi so zadušile ostrino, potemnile kri, zgostile vmesne prostore, razredčile gibanje, odtujile so besede od ust in jih zadušile na poti do tvojega kladivca. Bum, bum, bum. V medprostor se je ulegla belina. Vse je, kot bi bilo daleč. Ne moreš se zbuditi. Hvala. Zlatko Kraljič, dobro večer. Želim si čarovni. Želim si mrzle, zasnežene noči, ko bo sneg prekril hiše vse do streh in ko bojo ograje malih ljudi zabrisane in vse bo ena idilična blečeča planota, postlana samo za svobodne ljudi. In tako bo svet postal lepši. To si želim, čarovni. Kot čarobna glasba Pendereckega, ki te uvija in vleče matematične globine. Želim si dišečega kostanjevega drevoreda, debelih, arogantnih, slinavih politikov, pa moči, da jih obesim na trdne veje in dolgo, dolgo sušim. In pustim, da jim črne brane izkrije oči in tako bo svet postal lepši. To si želim, čarovni. Kot čarobna tretja simfonija, razbita v ledene kristale, ki se kotolijo in oblake dražijo. Želim si mehke trave, zasanjane dišeče pomladi, otrok, ki se veselijo in brezskrbno tečejo. Otrok polnih trebuhov in umazanih čokoladnih lic, sijočih obrazov, angelskega petja, kopanja v muri, norosti in vriska. In tako bo svet postal lepši. To si želim, čarovni. Kot čarobna žalna pesem za Hirošimo, ki je uspela prebuditi umrle otroke in vrniti jim otroštvo. Želim si konec vojn, sovražnosti in napuha, konec zarjavelega orožja, ki bruha trpljenje, razruvane zemlje upognjenih ljudi in čarobne palice, vse to na snago začaram v polske cvetice in pisane metulje in tako bo svet postal lepši. To si želim, čarovni. Kot čarobno trepetanje svetlobe v ledeni snežinki in zvok violončela, ki trpi. Želim si, da vse ure zavrtim nazaj, da s praznimi potovalkami grem na pot, da vržem trpljenje, zlobneže vojne skozi naostrena rezila žaluzij in da se nikoli več ne bi sestavili skupaj in tako bo svet lepši.
kot čarobno zaletavanje polimorfičnih tonov in kletev užaljene jokajoče melodije. Želim si neskončno deževje, veliko vode, silne poplave, moje svete mure, da uniči vso to ljudsko ogabnost, da vsa ta naša smrdljiva mesta utonejo v pozabo in zabrišejo sledi, pa da mi kot nekoč Noe ustvarjamo drugačen, boljši svet. In tako bo svet lepše. To si želim čarovni. Hvala lepo. Pravzaprav lahko tukaj to pravim, nimam nič pripravljenega, če je to v redu. Bojan Grabovšek je moje ime, nisem točno vedel, kako bi treba kaj pripravil, tega nisem storil. Na kratko, tiste, ki še niso prebrali, ne poznajo še tega romana, konkretno gre za roman Anatolija Kuznecova, Babji jar, in tiste pa, ki so ga prebrali, skratka, bi se rad spomnil na ta roman. Gre patetično povedano malo, vendar za srce trgajočo protivojni roman, imenujemo napisan skozi oči odraščajočega otroka od 10. do 14. leta v okupiranem Kijevu od leta 1941 naprej. Ime Babji jar, zakaj? Verjetno nekateri poznate, to je kraj blizu Kijeva, kjer so nacisti, Nemci postrelili 33.000 Judov v par tednih. Poleg Judov je bilo postreljenih tudi na 10.000 drugih, vendar imenujemo Babji jar je tudi malo metafora za zamolčane zadeve, za zamolčane zločine. Namreč tudi sovjetska oblast dolgo časa tega ni ravno dala v javnost. Kot rečeno, zelo priporočam, gre za Kijev, sam avtor je pol Ukrajinc, pol Rus, imamo tudi to problematiko, če želite. In kakšen je namen tegale romana? Poznamo. Skratka, utečeno skoraj žal, mrtvim v spomin, živim v opomin. In to je bilo v 70-ih letih. In kaj beremo danes? Granate so zadele to obeležje, spomenik vsem tem danes. Evo, to je vse, kar sem želel povedati in zelo priporočam ta roman. Lepa hvala. Še kdo? Gabriela. Smo še koga pozabili? Si kdo želi še spregovoriti? Potem zaključimo. Lepo bi se zahvalila vsem za vaše glasove, za vaše pričanje, za mir, za lepši svet, za čudeže. Zaključila bi pa to naše srečanje ta večer s pesmijo ljubljenega ruskega pesnika Arsenija Aleksandroviča Tarkovskega, očeta režiserja Andreja Tarkovskega, ki je prav tako preživel rusko fronto, na njej izgubil nogo in je napisal tole, ne vem, meni čudovito pesem, ki gre morda onkraj vprašanja vojne in miru. И это снилось мне, то сам санял. И это снилось мне, это снится мне, и это мне еще когда-нибудь приснится. И повторится все, и все да воплотится, и вам приснится все, что видел я во сне. Там в стороне от нас, от мира в стороне, волна идет во след волне, у берег биться, и на волне звезда, и человек, и птица, и яв, и сны, и смерть, волна во след волне. Не надо мне числа, я был, и есмь, и буду. Жизнь, чудо из чудес, и на колени чуду, один, как сирота, я сам себя кладу. Один среди зеркал, в ограде отражений морей и городов.
лучащихся в чуду, и мать в слезах берет ребенка на колени. In to sem sanjal in to sanjam, in nekoč v prihodnje bom spet to sanjal, in vse se bo ponovilo in bo znova utelešeno, in moje sanje bodo tvoje. Odmaknjeno od nas, odmaknjeno od sveta, prihaja val za valom in se razbije na obali. Na vsakem valu je zvezda in človek in ptica, sanje in resničnost in smrt, val za valom. Datumi niso pomembni. Bil sem in bom. Življenje je čudež čudežev in jaz poklekam pred njim, sam v čudenju, kot sirota, sam med ogledali, obdan z odsevi mori in mest, žarko sijočih skozi dim. Solzna mati vzame otroka v naročje. Hvala in lep večer še naprej.